V tropskih morjih se srečujejo s propadom kamenih koral zaradi povečanja količine ogljikovega dioksida v ozračju. Kakšen vpliv ima povečana koncentracija ogljikovega dioksida na morsko vodo? A. Zaradi znižanja pH se zmanjša raztapljanje apnenca. B. Zaradi povečanja pH se poveča raztapljanje apnenca. C. Zaradi znižanja pH se zmanjša izločanje apnenca. Ali D. Zaradi znižanja pH se poveča izločanje apnenca. Spet menite, da je to odgovor B. Jasno, kakšen vpliv ima torej ogljikov dioksid na morsko vodo in korale? Ogljikov dioksid na vodo vpliva tako, da jo zakisa. To lahko dokažem, če nekajkrat pihnem v vodo, ki je z indikatorjem brom-timol obarvana z modro. Vidimo, da s časoma spremeni barvo v tako zeleno-rumeno. To je posledica raztapljanja ogljikovega dioksida, ki zniža pH vode in jo naredi torej bolj kislo. Kako pa to vpliva na apnenec, na katerem rastejo korale, ki so pretežno iz kalcijevega karbonata? Tukajle imam pravo pravcato koralo oziroma njen apnenčast ostanek iz Balija. Jerca, ki mi pomaga pri eksperimentih in mi jo je prijazno posodila, je rekla, naj bom kar se da previdna, ker bi bilo škoda, če bi jo čisto uničili. Zato bom čisto malo klorovodikove kisline kanila na koralo. In vidimo, da pride do burne reakcije, to je kar močna kislina in kalcijev karbonat oziroma apnenec začenja kislina razjedati. To je vpliv ogljikovega dioksida, ki torej povzroči, da korale rastejo počasneje oziroma ogroža njihovo ogrodje, kar lahko vodi v propad. Tudi zato je pomembno, da znižamo izpuste ogljikovega dioksida in tako preprečimo propad celotnih ekosistemov. Pravilen je tako odgovor C, tako da tokrat žal niste imeli sreče, ampak več sreče v prihodnje.